Fine, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi sledilci, gledalci in poslušalci Fine podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In tokrat sem zelo, zelo vesela, da je z mano pevec, kantavtor, ustvarjalec Omar Naber. Omar, pozdravljen. Uživa, lep pozdrav in tebi in vsem, ki te spremljajo. Omar, povej mi, ti izhajaš, sem si prebrala, iz učiteljsko-zdravniške družine. Čeprav mama je v bistvu učiteljica glasbe, tako da ti je glasba nekako bila položena v zibko, oče pa je zobozdravnik. In povej mi najprej za začetek, kot otrok takih staršev, kako to funkcionira, takšen zakon, takšna zveza. Plus tega, a je še to, ne, da je tudi kulturno mešano, ne? Oče je Arabec in mama Slovenka. Povej mi, koliko je to bilo pestro, ker je sigurno bilo. To je bilo zelo, zelo pestro. Moj oče in moja mama sta zelo različna karakterja. Prvo moj foter je Arabec, ne? Mama je Slovenka, čeprav v bistvu sploh ni Slovenka. Njena mama je bila potomka židovskih ubežnikov izpred prve svetovne vojne iz Slovaške. Oče je bil pa pol Madžar, ne? Tako da jaz sem iz vseh vetrov, ne? Tako da to je bilo zelo, bom rekel, milo rečeno dinamično. Seveda sta zdaj že 20-25 let ločena, ne? Ni nam bilo hudega, ne? Samo nismo imeli, midva z bratom nismo imela, bom rekel, pravih vzorcev. Smo imela popačene vzorce, kaj pomeni familija, kaj pomeni oče, kaj pomeni moški, kaj pomeni družina, kaj pomeni starš. Moja mama je delala dva šihta in midva sva bila dosti prepuščena sam v sebi, zaradi tega, ker je tudi oče delal skozi, ne. In zelo mi je hecen, da sta se ta dva sploh najdla, ne, zaradi tega, ker sta si toliko različna, da je to nekaj neverjetnega, ne. In recimo, po drugi strani, tudi recimo moj brat pa jaz, sva si blazno različna, razen da sva si podobna, ne. Karakterno sva si pa čisto različna, ne, tako da mi to so bili 4 različni karakteri in je bil kar tak, bom rekel, emotional outburst every now and then. Čeprav se mi zdi, ko tako razlagaš, da je vseeno, tako družbeno gledano, vseeno je to, ne vem, to se mi zdi čisto tako, bolj pogosto, da se različni ljudje skupaj nekako najdejo, pa se vedno sprašujemo, pa kaj ta dva skupaj delata, ampak ona dva pač nekaj čutita, ne. Jaz mislim, da je zgodba večkrat drugačna, ne da ona dva čutita, če sta različna, ampak če sta si različna, če sta iz različnih profesij, če sta iz različnih svetov, iz različnih kulturoloških skupin, etnografskih skupin, je finta v tem, da v bistvu se lahko drug od drugega blazno naučita. In v bistvu, v resnici, za moje pojme, moški in ženske najbolj stremimo k temu, da nas nekdo skozi preseneča, da se lahko skozi učimo od njega, da nam nikoli ni dolgčas, ne? Da v bistvu tudi, da to v bistvu ohranja tudi spolno interakcijo, ne govorimo o spolnih odnosih, ampak o privlačnosti na splošno, ne? Tako da, kar se mene tiče, mi je jasno, ne? A veš, onadva sta se presenečala skozi, ne, zaradi tega, ker sta bila toliko različna iz 2 totalno različnih kulturoloških skupin. In kljub temu, da je v bistvu moj oče je Arabec, ampak ni musliman, je kristjan, je katolik, ne, je v bistvu tam 5% kristjanov, ki so v bistvu avtentični kristjani. In tudi jaz ti moram po pravici povedati, jaz želim od ženske na prvem mestu to, da se lahko od nje učim, da me preseneča, da jo lahko občudujem, da me v bistvu s tem nekako driva na, ne bom rekel seksualen način, ampak tako, da se je ne naveličam. Ne? In če jaz imam žensko enkrat pogruntano, mi rata vse skupaj brez veze, isto je pa prva s punca, imam prav, ne? Ko imaš enkrat fanta pogruntan, ga je gotovo, a? Pa, je tako to je. Ja, pa se strinjam s tabo, ampak to je tudi družben ta drive, veš, ki se mi zdi, da ravno s temi nekimi pametnimi telefoni in socialnimi omrežji, da je vse skupaj se pospešilo v neko tako instant obdobje, kjer je pač treba skozi nek entertainment, ki je drugače, če si čist pri miru, tako si rekel, če se nič ne dogaja, ker mine, ne, ampak recimo v tvojih pesmih je ogromno nekega tega človeškega noter tudi, veš, so pač besedila imajo neko globino, ne. Bi rekel ti, da je to zato krivo ali pa odgovorno tudi to neko dinamično okolje, v katerem si odraščal? Ne glede na to, v kakšnem okolju si odraščal, če si vsaj majčken umetnika, boš to, kar si doživljal kot otrok, kot najstnik, kot, bom rekel, nekdo, ki še ni odrasel v neki skupnosti, ali je to familija, ali pa zaradi mene v sirotišnici. Nima veze, vse te stvari vplivajo na te. Če si zrastel na cesti,
v družbi junksov ali pa v družbi aristokratov, ki imajo vsak po 5 milijonov na računu. To nima veze. Če si malo umetnika, bo vsaka taka stvar, ne glede na to, kje si odraščal, bo se to odražalo v tvojem umetniškem izražanju. 100%. Kdaj si pa ti začutil, recimo, da je glasba tisto, kar moraš ti delati? Ne? Ker dejansko ti si nekdo, ki živi od glasbe. In ne glede na to, koliko so časi težki vedno bili za glasbenike ali pa rečemo umetnike, mogoče danes še bolj v tem trenutku kot za koga drugega. Kdaj si začutil, da moraš to delati, ker itak vemo, ko to enkrat začutiš, kaj hočeš delati, ne moreš več od tega odstopiti. Ne? Tudi če ne vem, kakšen denar, problem ali karkoli. Ne? In kdaj je bil ta tvoj moment, da si vedel, jaz hočem biti glasbenik? Zanimivo vprašanje. Jaz sem v bistvu že od nekdaj vedel, da je to pač ingrained in my brain, kako se temu reče, da je to zakoreninjeno v meni že zaradi mame. Moja mama je v bistvu, ko me je rodila, valjda je bila na porodniški, pa potem še nekaj časa, ko sem se plazil po tleh, so imeli doma klavir, ona je itak delala popoldne, ker učitelji klavirjev oziroma glasbe delajo popoldne, ko se seveda osnovna šola konča. In jaz, dokler nisem šel v vrtec, sem se skozi plazil pod klavirjem in ona je skozi vadila, skozi igrala in je v bistvu ta muzika že takrat, bom rekel, ta klasičen pristop. Klavir, ona je blazno dobrega pianistka, zelo, zelo priznana tudi na splošno med svojimi kolegi. Zelo je unikatna, zelo ima nek poseben, čist svojstven stil in jaz lahko rečem, da sem nekako pobral po njej ta talent. Že takrat sem jaz vedel, da je to nekaj, kar mi je zapisano, ker sem blazno užival in v glasbi in v poslušanju in blazno sem to čutil. Pa sem bil star, po mojih 5 let sem že šel v prvi pevski zbor, ne vem, v nižji glasbeni šoli oziroma pred glasbeno šolo, kao vrtec glasbene šole. Potem v 7., ko sem bil 7 let star, sem šel prvič v pravi pevski zbor oziroma v osnovnošolski pevski zbor in sem to fural vse do konca osnovne šole. Potem sem šel v srednji šoli v pevski zbor, skozi sem bil v zborih. Ampak veš, da sem pa res začutil, da to je pa to pa jaz bom in sploh ne jebe besile, pardon. Veš, bil sem star 15 let in en kolega, samo mu je bilo ime, mi je pokazal mi je dal eno kaseto, pa Walkman, se mladi danes več ne vejo, niti pa to je. In je rekel, no, poslušaj to, stari, to je ful dobro. In mi je rekel, stari, to je ena nova skupina, Green Day se jim reče. Pa sem poslušal in se je začel ta njihov komad Basket Case. In meni se je odprlo nebo. Jaz sem rekel, tako je to? Aha, in to smo bili na morju. Doma smo imeli pa klavir, pa sem komi čakal, da bom prišel dan, da bom probal na klavirju, kva to igra. Pa nisem vedel niti, kako izgledajo, nisem vedel niti, kako, da imajo video spot, nič nisem vedel. Sploh nisem niti vedel, kako ime ime. Sam pa mi je rekel, kdo so to? Ja, Green Day, si rekel, ja, tako na ta način. Sem slišal ta komad Basket Case in sem rekel, to je to. In sem prišel dan in sem mečkam probal na klavirju in sem videl, wow, da se. Jaz bom imel svoj band, pa svoje komade bom pisal, pa od tega bom živel. No, in tako je bilo to takrat in to sem se jaz odločil v enem dnevu ali pa 2, pri 15 letih. Svetovno. In v bistvu si pol tej zgodbi tudi sledil, pol se je pa tudi zgodil en tak, kako bi rekla, prodor, leta 2005 si se prijavil tudi na talente oziroma na to neko tekmovanje in potem se je zgodila tudi EMA in potem se je zgodilo kar 11. mesto na Eurosongu, najboljša moška uvrstitev v zgodovini Slovenije, se pravi, je bilo kar Veš kako, vse marsikdo si misel, ja, si se prijavil, pa si kar zmagal, pa si kar šel na Eurosong, pa si kar prodal 20,000 plošč, pa si bil kar najbolj predvajan avtor v Sloveniji, kar 2 leta, se pravi 2005 pa 2006. Ja, ampak noben ne ve, da sem jaz v bistvu od 15. leta do 23. leta gagal, vsak dan, pisal komade, delal muziko, se spoznaval s harmonijo, se spoznaval z akordi, s kitaro, s klavirjem, ustanovil svoj band, špilali smo in to zastonj. Niti za potne stroške, sendvič smo dobili, pa smo bili veseli. In tako naprej. In to je trajalo 7 let, 8 let. In pa sem pa rekel, plačam, pa se zdaj, sem rekel, dobro, zdaj ta bitka talentov, nekdo mi je takrat priporočil, rekel, da je prijav so stari, ker brez veze, kako se matraš po teh klubih nastopati, ti si predober za to, star si 23 let, si ta pravih let, prijav se. Pa drugi so mi rekli, stari, ne se prijaviti. Pa sem rekel, zakaj? Zato, ker boš zmagal, stari, pa te bojo vsi pač sam za talenta, ne za umetnika. Sem rekel, pa sem se prijavil, pa sem zmagal, pa sem še pa ne. A veš, na ta način, v bistvu sem nekako izstopil, ne potem, da sem jaz boljši od njih, ampak se mi zdi, da sem bil od nekdaj mogoče malo drugačen od povprečnega talenta.
pa tudi, imam te korenine arabske. Celo moje izražanje, moja mimika, moja karizma je čist drugačna, bom rekel, od nekoga, ki je tipično, ima slovenski pristop pa jaz ne žalim zdaj čisto nobenega, da ne bo pomote. Recimo, nekdo kot Jan Plestenjak se mi zdi, da je recimo zelo tipično slovensko usmerjen in nastavljen in da ne bo pomote, zelo, zelo ponosen na to. In podpira slovensko glasbo, podpira slovensko kulturo, podpira slovenske firme, slovensko gospodarstvo, slovensko publiko, slovenski jezik. Ne, da jaz tega ne podpiram, ampak sem se postavil čisto drugače, zaradi tega, ker se drugače ne znam. Ne? Tako da se mi zdi, da vseeno imam neko drugačnost. Mislim, da predvsem zaradi tega, ker imam očeta iz deleža, iz čist druge etnografske skupine. Ne? Imaš pač to neko kombinacijo še nečesa drugega, neko primes neke druge, ne samo kulture, ampak se mi zdi tudi energije. Ampak vseeno, ti začneš torej ustvarjati v enem trenutku, začutiš, da je glasba to, kar te veseli, da to moraš delati, začneš pisati svoje komade, začneš dajati sebe ven in potem se zgodi v bistvu nekaj takega, kot je Eurosong, kar je pa zelo, mislim, by the way, jaz sem full fan Eurosonga, ampak vsi vemo, da je tu zadaj zelo veliko komerciale, se pravi, je veliko tega nekega šova in te na nek način tak šov najbrž oddali malo od tega srčnega, od tega, ali ne, kako si ti to doživel, no? Ker v bistvu tam, koliko si se ti oddalil, veš, od tega pristnega glasbenega čutenja? Ja, bom rekel, da je to v bistvu stvar tega, kakšno percepcijo zavzameš, ne? Se pravi, na kakšen način to jemlješ. Ne? Po eni strani bi si lahko sam rekel, ok, grem gor, odpojem, hvala lepa, čau, nasvidenje, briga me, zaradi tega, ker itak vem, da kot prvo nimamo šans, ker sem iz Slovenije. Drugo kot drugo, nimamo take diaspore, tretja stvar, itak muzika ni pomembna, ampak koliko šova narediš, pa koliko vložiš, pa tako naprej. Po drugi strani pa recimo, ne vem, bom rekel še posebej za ta prvič, ker sem bil ta prvič na Evroviziji leta 2005, ker sem nastopil skladbo Stop. To je bilo meni the best. A veš, pa tiste kamere so švigale okoli mene, pa recimo, če pogledaš to publiko, ki sicer te prvič vidi, pa ti njih prvič vidiš, pa mogoče tudi zadnjič, nikoli ne veš, ampak je en tak poseben občutek ponosa, a ne? In valjda daš vse od sebe, zato da boš pokazal, kakšne izvajalce Slovenija premore, ne? Na ta način se pravi, daš čisto vse od sebe, zato da boš pokazal, česa si sposoben, ker si se rodil v Sloveniji. Po drugi strani pa čistko. Jasno, ko beli dan je, da je to en mehurček, ki je v bistvu zaprt sam vase, imajo toliko milijonov teh hardcore fanov, ki v bistvu vejo o Eurosongu in Eurosong izvajalcih čisto vse, od začetka do konca, od prvega do zadnjega, od leta, ne vem, kdaj, 57 pa do danes. Ne? Po drugi strani je pa to ljudem, tistim, ki niso hardcore fani, jim je malo brez veze ta Eurosong, se v bistvu usedejo, se dobijo s frendi, pa rečejo, ajde, danes pa nemo une komedije gledati, danes je Eurosong, da gremo to gledati, da se smejemo. Zelo odvisno od tega, kakšno percepcijo zavzameš. Ne? In jaz sem še zmeraj pristaš tega, da muzika igra glavno vlogo, čeprav je pa res, na Eurosongu je to daleč od tega. Ampak kaj pa je tebi osebno dala ta izkušnja? Ne vem, ko si ti prišel z Eurosonga, si se počutil drugače kot pred to izkušnjo, si v sebi čutil več samozavesti, te je dvignilo to? Sem bil od nekdaj zelo samozavesten in nisem imel nikoli težave s svojo samozavestjo. Ok, razen, ker sem bil najstnik, pa ker sem odraščal, pa puberteta pa to. Ampak od takrat naprej pa nisem nikoli imel težav s samozavestjo, pa bom rekel samo podobo, predvsem pa sem se pa spremenil, ampak veš, kaj sem dobil? Prvo kot prvo, hude izkušnje, se pravi izkušnje, ki so na nek način privilegiji. Skoraj nihče nima teh privilegijev, da gre v bistvu na Eurosong. Veš, to je high-end production, to je največji glasbeni festival v zgodovini. A veš, to gleda ne vem koliko, 60-70 milijonov ljudi. Ne? Veš, kaj sem dobil? Nek ponos, da sem lahko za Slovenijo naredil nekaj, kar v bistvu marsikdo ne more, nima kapacitet, ne dobi priložnosti in sem hvaležen za privilegij. Ne? Vse štiri. Pa še mogoče še marsikaj. Po eni strani se ti zdi fajn biti na Eurosongu, jaz sem bil dvakrat. Zdi se ti fajn, zaradi tega, ker si na nek način zapisan v zgodovino slovenske kulture in glasbe, pa tudi čez mečkim in kamenčkom. Ne? Veš, oba moja komada jaz še danes slišim po radijskih postajah na
pa recimo je ta prvi komad star že 15 let, pa ga slišim in to se meni zdi ful dobro in ful fajn. Ravno, ko si omenjal hvaležnost, ne, to se mi zdi pač tudi zdaj, imaš ta nek projekt Polepšaj dan in se mi zdi v bistvu ful fajn, da se promovira hvaležnost, ker se mi zdi, da hvaležnost je tisto nekaj, ki je na nek način tudi pot do naše lastne sreče, ne. Mi v bistvu srečo iščemo, ne vem, v odnosih, v materializmu, v dogodkih, v experiencu, ampak na koncu se mi zdi, da če ti znaš biti hvaležen, da je tu največje zadovoljstvo, no? Ker hvaležnost pomeni ozavestiti, kaj imaš, kaj si, ne, kaj si dobil, to vse, ne. Ja, res je, ta kampanja v bistvu Polepšaj dan je spremljala moj ta zadnji single Cesta in nebo, ki sem ga šparal za posebno priložnost in do te priložnosti je pač prišlo, ne, tako da vabljenih v ogledu tega komada Cesta in nebo, Omar Nabr. Mene to je en od komadov, ki mi je bil blazno pri srcu že od nekdaj, že 10 let je star, ampak sem rekel, za ta prava priložnost, ta pravem času, na ta pravem mestu mora biti. In to je zdaj prišlo do tega. Res je, kot si rekla, Polepšaj dan, ljudje smo premalo hvaležni in preveč samoumevno jemljemo stvari, ki jih imamo. Recimo, jaz ti bom povedal čisto nekaj po svoji izkušnji, sicer se ti lahko zdijo sladno, ampak vsako noč, ko grem spat, ne, grem jaz spat smeje, ne, se smejim sam sebi, ko si rečem, ko se pokrijem, rečem, wow, koliko je dobro, ko me ne zebe. Wow, koliko je dobro, ko nisem lačen, ko nisem žejen, lulat sem šel, niti lulat me ne, stari, vse štima tako, kam more. A razumeš? Pa si prižgem nekaj na računalniku, pa gledam, ne vem, kakšno serijo in lepo zaspim in se smejem, stari. Ne moram verjeti, da imam to srečo, da imam privilegij za spat vsak dan mirne vesti in brez da me kdo ogroža na tak ali drugačen način. Ne? Ja, ker to sem te glih hotela vprašati, v bistvu, kaj je tisto, kar nam v resnici polepša dan, ne? Zdaj pa si na nek način že povedal, ne? V bistvu da opaziš male trenutke, ne? Za tebe tudi velja, sem v enem članku prebrala, da si fant, ki je zadovoljen z malim, ne? In tudi to sem te hotela, veš, ker včasih govorimo neke floskule, kaj pomeni, da si zadovoljen z malim? Kaj to v tvojem vsakodnevnem življenju praktično pomeni? To je recimo ena od stvari, ne? Čeprav v bistvu ni mala stvar, je zelo velika stvar, da imaš možnost iti spat v topli postelji, kjer nič ne piha, kjer je streha nad glavo, ne? To je v bistvu velika stvar, ampak marsikomu se zdi to samoumevno. Meni se ne zdi. Male stvari. Ti bom dal čist zdajle en primer. Včeraj sem bil pred eno štecuno, ker gresta lahko samo 2 noter, pa je bila vrsta od zunaj, ne? Smo bili 3 ali 4 ljudje, pa sem imel nahrbtnik, pa ena gospa je mogla iti noter, pa je čakala že ful časa v vrsti, ne? Rekla, ja, gospa, ne bo šlo, nujno rabite masko. Joj, veste, sem jo doma pozabila, pa moram nazaj, pa sem stara 70 let, pa imam 400 metrov do doma, pa bo potem spet vrsta, pa me noge bolijo, pa ne bom mogla stati, me lahko prosim spustite. Rekla, ne, gospa, pravila so pravila, če nas dobijo, bomo mi fasali kazen. Jaz sem bil na hrbtniku še eno masko, recimo, ne še eno, imam pocket z teh mask, pa sem rekel, gospa, boste masko, da ne boste domov hodili. Veš, koliko se je ta gospa razveselila? Je rekla, gospod, se bi vas objela, sam vam ne smem, ker so taka pravila. In v bistvu tu so tudi ostali ljudje videli, wow, ta pa je pa prijazen, tako se dela, ne? In če bo kdo tako gesto ponovil za menoj, ne, sem jaz naredil svoje. Ne? A veš, mogoče bi bilo pa tako, ne? Mogoče je imel masko dodatno še kdo od teh 3-4, ki smo bili tam. Pa je rekel, ne bom dal. Zakaj bi jaz mogel ne dati masko, ona je kriva, da nima maske, ne gre domov, pa še jaz bom prej prišel na vrsto. To so ti drobni trenutki, ki jih opazimo ali pa namerno spregledamo, ne? Ja. Exactly, ne? A veš, in jaz, kar se tega tiče, zmer stremim k rešitvi, ne k težavi. In koliko je to dober feeling tudi za tebe bil, Pol, ko vidiš ta hvaležen obraz, ne? V bistvu narediš njej ful veliko uslugo, ampak istočasno je tudi ti dobiš ful. Tudi za tebe, pa ne samo za tebe. Tudi za tiste 3-4, ki so to zraven videli, so rekli, le koliko je ta gospa vesela, mogoče bi se vas mogel tako obnašati. No, naslednjič ne bom skrival, da imam masko, ampak jo bom dal. Ne vem, bom videl, ne, mislim, kakorkoli. Jaz na stvar gledam tako. Dotakniti se moramo tudi tistega tvojega padca, rečemo, ne vem, če je to karierni padec, ampak najbolj me zanima pač to, kak si se pobral, ker pač, ko si enkrat medijsko izpostavljen, je to 100-krat težje, po mojem, kot če se ti zgodi med 4 stenami, nekaj, da te družba na nek način obrne hrbet ali pa te izloči ali pa da te začne pač gledati drugače, ne glede na to, kaj si prej dosegel, ne, pač ta krutost in kak se v bistvu s to krutostjo, kak si se ti s tem soočil in se dvignil, ker vema pač, tako kot si že rekel,
2-krat si bil na Eurosongu in drugi nastop je bil v bistvu po tem padcu, se pravi, je šlo za vzpon. In mene zanima, kaj je tebe pač dvignilo nazaj. To je tako kompleksno vprašanje, ki ti moram povedati po pravici, da mi ga po mojem sploh še noben ni zastavil. Tista obtožba je bila v bistvu zelo hecne narave. Zelo jasno je bilo, ko beli dan, da je pač stvar prevlečena za lase. Jaz sem si rekel na prvem mestu, če ne drugega, sigurno si tega nisem zaslužil. Pa naj začnejo zdaj prekle padati dol. Po drugi strani, kot sem ti povedal, jaz nikoli nisem imel težav s svojo samopodobo, samozavestjo. In zaradi tega me to na nek način ni prizadelo osebnostno, ampak sem se bal bolj za svojo kariero. Ampak ker sem videl, da v bistvu ljudje čutijo in vejo, velika večina ljudi čuti in ve, da je to za lase prevlečen, pa da to ni, da je to nekaj, kar meni res ni treba. Sem to sprejel kar lepo, sem dobil v bistvu ogromen podpore tudi od ljudi. Potem se ljudje razdelijo na 2 pola, eni verjamejo, drugi ne. Ti pa moram povedati, da sem v tej situaciji spoznal, da velja rek, what doesn't kill you makes you stronger. In jaz recimo, ko ljudje, ko sem se potem po tem z njimi pogovarjal, še posebej z glasbeniki, so rekli, stari, kako si to zmogel model, jaz bi se ubal, jaz bi naredil samomor, stari. Pa je zdaj, pa saj nisem kriv, saj nisem nič naredil, pač tako se je zgodil, tega si nisem zaslužil, tudi če se je slučajno mogoče res kaj v to smer, do tja sigurno ni prišlo, ker tega si nikoli v lifeu ne bi prepisal, ker mislim, zakaj bi se zdaj čutil, da se moram ubiti, ali pa da bi naredil samomor, Marsikdo je to rekel. Zato sem ti postavila to vprašanje, ker se mi zdi, da marsikdo ne bi zmogel pač tega, ne glede na to, kaj je resnica, pač se ljudje zlomijo. Ampak se mi zdi, ko mi tako razlagaš zdaj, da je tebe pravzaprav vlekla naprej ravno to zaupanje v sebe in ta samozavest in to, če nisem kriv, nimam zakaj se počutiti slabo in nimam se zakaj skrivati in nimam zakaj pač biti v bedu zaradi tega. Ne, pa veš kaj, tako ti bom rekel, jaz od nekdaj tako verjamem v svojo glasbo, v svoje glasbene, v svojo glasbeno pot in v svojo domišljijo, da se mi je zdel toliko brez veze, da bi z vsem tem zdaj nehal, glede na to, da se mi zdi, da imam še ful stvari za dati. Pol, ne vem, da se pravi, ko so nekateri rekli, jaz bi naredil samomor 100%. Sej ni nič tazga v bistvu, V bistvu take stvari se dogajajo, nisem ne prvi, ne zadnji, in preveč je lepih stvari na tem planetu, ki bi jih zdaj spustil in jih ne izkusil sam zaradi tega, ker bi se vdal v usodo in rekel, se skup, ne gre v maloro, nasvidenja. Jaz sem šel isti dan, sem šel na morje. Omar, hvala ti res za to navdihujočo in inspirativno debato in v bistvu za vse to, kar govoriš, ne dviguje samo mene zdaj, ki te poslušam, ampak vsakega, ki te posluša, ker res, mislim, to so pomembne zgodbe. Pomembno je, da ljudje slišijo, da živijo ljudje, ki pač znajo videti dobro in to tudi vzeti in s tem živeti. In to ti definitivno si. Dragi poslušalci, danes vas v dan pošiljamo za to Omarjevo filozofijo, se pravi, vidite dobro, naredite dobro in ne zadržujte dobrega v sebi. In naj bo danes takšen dan. Hvala, da ste bili z nami. Omar, hvala tebi. Čau. Ni za kaj, z veseljem. Še kdaj. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.